V Zürichu so se zbrali protikapitalistični protestniki, ki so protestirali proti načrtovanemu obisku predsednika ZDA Donalda Trumpa na letnem srečanju Svetovnega gospodarskega foruma v tem tednu. Organizatorji so vodili protest pod gesli Trump ni dobrodošel. Ameriški predsednik naj bi sicer jutri govoril na srečanju Svetovnega gospodarskega foruma v mestu Davos, a so tam iz varnostnih razlogov proteste prepovedali. Policija je ocenila, da je protestnikov približno 2000. Zbrani so bili večinoma v finančnem okrožju Züricha, kjer so bančnike vnaprej opozorili na demonstracije. Konflikti med mladimi Palestinci in izraelskimi vojaki se zaostrujejo. Med drugim so palestinski voditelji pozvali k protestu proti odločitvi Donalda Trumpa o Jeruzalemu kot glavnem mestu Izraela. Medtem ko Hamas, Fatah in druge skupine pozivajo k tedenskemu izkazovanju moči ob petkih, so v bistvu spopadi na meji med Gazo in Izraelom vsak dan, tudi prejšnji petek, ko so jih sicer odpovedali zaradi slabega vremena. Nekateri vojaki nosijo oznake različnih frakcij, ki se borijo za Palestino z vzhodnim Jeruzalemom kot njenim glavnim mestom, ob tem pa drugi vojaki ne kažejo pripadnosti nikomur, tako da je situacija tudi zaradi tega nestabilna. Protesti se dogajajo tudi v Indiji, a tokrat drugačni. Indijske desničarske hindujske skupine so krepile proteste proti objavi kontroverznega bollywoodskega filma Padmavat. Proteste po državi vse bolj spremlja tudi policija, sploh zdaj, ko je Vrhovno sodišče zavrnilo dovoljenje za objavo filma v nekaterih državah. Protestniki so obtožili režiserja Bansalija, da izkrivlja zgodovino, ker prikazuje muslimanskega vladarja kot ljubimca kraljice Padmavati. Filmski ustvarjalci pa zanikajo obtožbe. V Tokiju pa se spopadajo s snegom. Veliki snežni metež, ki je ohromil Tokijo z okolico, se je sicer ustavil včeraj, a še vedno je delno ustavljen železniški promet. Sneg je začel padati v ponedeljek in takoj povzročil veliko nevšečnosti in nezgod. Paraliziral je javni prevoz, zgodilo se je več kot 700 prometnih nesreč, ustavili so zračni promet. Debela plast snega je blokirala ceste, postaje podzemne železnice so bile polne ljudi, ki niso imeli prevoza. Tudi vlaki so namreč stali, poškodovanih je bilo skoraj 70 ljudi, več stavb zaradi snega so imeli tudi električni mrk. Javad Ben Daud, ki je zagotovil nastanitev osumljenemu koordinatorju napadov novembra 2015 v Parizu, se je zglasil na francoskem sodišču. Ugotavljali bodo, ali je osumljenemu naredil uslugo ali ne, ali je dobil v zameno za nastanitev plačilo oziroma ali je imel pomembnejšo vlogo pri pripravi napada. Dan po napadu je namreč policija vdrla v njegovo stanovanje v severnem pariškem predmestju. Ben Daud pa je za medije izjavil, da ni vedel, kdo so bili ljudje, ki so najeli njegovo stanovanje. Kasneje ga je policija aretirala.